peljem na najn gate, ker piše, da je last call, ker so glih prestopali iz enega aviona na drugega. We made it. Thank you. Okay. Kje gremo to? Dobro si začel. Mi smo kardio. Niso bila midva kriva. Avion je imel zamudo. Dobro jutro, Piškotek. Dobro jutro. Čas je že bil, da stopva na naslednji kontinent, Južna Amerika. Si že bil v Južni Ameriki? Ne, pa tu zdaj sem najbolj južno, kar sem jaz bil v življenju. Ja, nikoli še niso bila toliko pod ekvatorjem. Najno potovanje sva začela v verjetno najbolj znanem mestu tega kontinenta, Rio de Janeiro, kar pomeni January River. Kaj pomeni? Januarska reka, zihar nisi vedel. Ne, to prvi sem. Mesto, ki slavi po tem, da se razprostira na hribih, da ima ogromen kip Jezusa Kristusa in znanje tudi po favelah. In karnevalu, kar že slišal odzadnji, ima že neki ropoče tamle v daljavi. Največji karneval na svetu, Rio de Janeiro. Cel življenje sem sanjal o njem. Mimogrede, New York ima 8 milijonov prebivalcev, Rio jih ima 16. Sva pa to najno popotovanje spet začela z enima dvema orang klofutama. Prva je to, da sem že tu včeraj zgubil prtljago, se pravi ta mal kufr, kjer si imel noter vse obleke, ampak ok, se to se na vsake toliko zgodi. Druga orang klofuta, ki sva pristala, zvečer nisva imela interneta na letališču in nisem si mogel niti prižgati aplikacije Uber, da bi si naročil taksi in sva tam pobrala ta prvega, ki je rekel taksi in smo se zdilali nekako na $10. Kar je v redu cena. Kar je v redu cena, več ne rečem. Nakar naj on odloži pred hotel, je rekel, da ima postterminal za kartico, vnesem noter, ekranček je imel totalno spraskan, da nisem sploh videl, kaj je noter nesel, pa itak so te njihovi skunki, šilingi, karkoli imajo. In še preden sem zaprl vrata, je on že spelil, že tukaj je bilo vse sumljiv, prideva v hotel, se priklopim na Wi-Fi in vidim, da mi je trgal $790, 735 evrov, kar me čist sezul, tako zamoriti vse skupaj. Tako da sem jaz že takoj v aplikaciji na telefonu od banke izklopil kartico, prijavil, da mi refundajo ta denar, ampak banka hoče dokazilo od policije, se pravi zapisnik, tako da je to še ena stvar več, ki jo moramo danes narediti, najti policijsko postajo in zadevo prijaviti. Pa upam, da se to srečno izide, ne. Rio, bring it on! Fajn soba, ne? Izredno. Izredno, malo drugače gleda, kot na slikah. Sploh, ko se takole na poslu usedeš, ko si v obliki krosonta. Ja, v bistvu sva tako spala, da sva bila kar tako na noč zapognjena in zdaj sva tako po cestah hodila. Jaz sem dobil celo še zasušen paradižnik gor na rjuhi. Pokaži ga. Takole, tukaj sem ga mogel malo takole spraskati dol. Teli jogi so tudi zlata vredni, nek čigumi. Ne vem, no. Sam še kakšen ščurk se manjka, kar jih je bilo pa kar precej dol na ulici, tako da upam, da nas plezajo do 14 nadstropja. Prtljage nimam, tako da dolge hlače bojo danes pokale. Ne smemo pa zanemariti tega podatka, da ima ta hotel 4 zvezdice. In ko sem jaz to bukiral na internetu, sem si rekel, pismo za ta prvih par dni bova pa nekaj boljšega rezervirala. Saj nočem biti tako nataknen pa zmrdljiv, ampak pismo, no. Kakšne stvari ne rabijo biti nobel, sam dej spuci pa zameni žaranco, sam te osnovne. Ali pa mene je tudi presenetilo, naprimer na tušu zasušeno milo, pa fajn par črnih kocin gor. Pokaž. Ja, pokažemo. Kva? Takole sem se šel tuširan, sem rekel, no, bom jaz kar odložil tole. Tako, no, pa vse je malo pokvarjen, no, tako če zaokrožimo. Nič ni 100%. Tudi tale z elektriko krene dela. Ne, z elektriko. Mislim, tako, no. Očitno mora biti tako v Braziliji. Kaj je zdaj s tem?
Dokler sklene tla dva. Dejansko zdolj pa ne. Ta klima se tudi dere celo noč. Brez nje ne moreš, z njo pa tudi ne. Tam je nek sef in itak celo noč je neki piskal in nisem vedel kaj je, če sem bil živčen, nisem mogel spati, pa sem pa zjutraj gotovo, da je v bistvu sef tam 1 meter od moje glave, da se dere. Zdaj sem pa zdaj. Dvomam, da bojo kaj naredili, pač enkrat so dolgo začeli ta investigation. Pazi to, nisem še videl kaj tazga, da može Instagram, Twitter, TikTok. Ampak še lepo, ko se karneval konča, pa vse te prazniki njihovi. Tako da, če ne drugega, imam ta papir bolj kot ne zaradi banke in upam, da mi bojo oni ta denar nazaj nakazali. In to je v bistvu vse, kar lahko narediva, ne. Koliko je bil star model? 35 do 40 bi se rekel. Predvsem pa je to velika šola za naprej, da, če ne drugega, vsakemu taksistu vsaj fotkam registrsko tablico, ki pa bi se še dal nekako na hitro rešiti, čim moraš pa ti kamere gledati, pa to vprašanje, če bojo sploh kaj naredili. Her? Črne. Je uporabil kakšno orožje? Ja, jezik. No. Postterminalni. Postterminalni. Malo grem kobe na jeziku, ampak gremo dalje. Čim sem do kamero ven, klele me je policaj, joj, da je to raj pospravil klele v Riju, ker mi je rekel, takole pride s pištolo ti na hrbet, daj mi te stvari. Tako da jaz upam, maksimalno sem potrudil, da bova sploh kaj dostavila v to oddajo, ker kradejo k srake. Churrasquinho, misto? Misto. Isso são porções. Zelo malo ljudi govori angleško, tako da imamo zaenkrat malo težave, ampak bomo midva tole hitro napredvala, veš, v parih dneh. Malo brigado, malo bondija, pa se vse zmenimo, veš. Você tem? Não, não tenho, só assim. Only lunch. Refeições. Only lunch. Não, it's only lunch. Isso aqui é só mais tarde, Só né? mais tarde, só lá para Leira. 5. After 5 o'clock. One chicken, Frango, one fish, peixe, patata frita. carboneiros, Ais, Salat. salada. arroz, feijão. Ja, ne vem, mi so se kle usedli in so rekli, da mora to naštudirati. In potem, ko so naštudirali, pa rekli, da to pa zanimajo. Pa videla, da je to študirala, ampak da imajo sam test. In poklicala je pa kle soseda, ki zna angleško, pa je prišel en azijskega porekla, gospod, pa nam je razložil. Bila sva pa fižol z rižem in pomfrijem. Tako da očitno se nismo razumeli, ali kaj. Ne vem, kje je šlo narobe. Izgubljeno s prevodom, ali kako pravijo. V zadnjih 15 minutah so naredila ene 10 metrov. Gre ga hitro. Saj sem vedel približno, kaj pričakovati od tega karnevala, ampak upravič ta sloves, res je, da karneval. Ljudje se našemijo. Brigado. Ljudje se našemijo, mislim, da se začne neki dni pred 40-dnevnim postom, ker ima ta karneval tudi neke povezave s krščansko vero, kakor sem se na hitro prebral, ampak danes gre pa to predvsem za tradicijo. In ta karneval je v Guinnessovi knjigi rekordov leta 2006, mislim, da so dosegli na ulicah Rija 5 milijonov ljudi udeleženih v karneval. Kašna cifra. Ljudje se
šemijo, uživajo v polnem pomenu besede. Punce so dobesedno nage, veliko si jih da tisto šunko gor, da se proudar te obline in vrtijo riti, kadar jim gre za življenje. No. Sem pa parkrat tudi pomislil vmes, da mogoče le ni to samo karneval, ampak neke vrste parada istospolnih. Lahko bi bila tudi parada ponosa, ja. Na 3/4 tagi, no, pa malo se ljubčkajo, fantje med sabo, punce med sabo. Gre tako, no, čez vse razvratje, no, z eno besedo. Zelo glasni karneval čez dan poteka na ulicah mesta, po noči pa se prestavi na stadion Sambodromo, ki je bil zgrajen izključno samo za namen tega festivala. 700 metrov dolg Sambodromo sprejme samo 90.000 ljudi. Zato smo imeli z Anžetom kar srečo, da so bile karte še proste. Na tem paradnem stadionu poteka ocenjevanje za najboljšo plesno šolo sambe v mestu. Vsako od njih pa zastopa okoli 3000 plesalcev. In pa še meni najljubša nastopa Jezno drevo in Rdeči bek. Anže pa je bil najbolj navdušen ob kokoših in pavških. Tranquilo, tá pra furado. Tá tranquilo, tá pra furado. Ja, normalno. Da greva pogledati tudi najbolj turistično stvar, ka mislim, da če pa sem ne prideš, pa nisi bil v Riju. Hočeš iskreno mnenje? Ja. Se mi je zdel, da bo to ful večji, je pa visok 38 metrov in tako, mečkan me je razočaral, ampak vseeno je mogoče. Je le na vrh hriba, na vrh te gore, tako da razgled je hud. Vse vemo, koliko je ura, nov kontinent in stava še vedno velja, tako da bom probal zdaj temu pečnjaku dati kapo gor. Ampak bo pa težka naloga, jaz mislim, da. Prvo se moram lagati, da imam hrano, ker jo nimam. Poglej to. Pismo. Daj mi ti spoberaj. Mah, spet ni bilo nič. Fajn nas nateguješ tem, vsi skozi čakamo, kjera bo naslednja žval in nič ni. Ja vem, psom pa to bi lahko vsak dan, sem to pol ni fora, ne. Za kakšno tako bolj eksotično se treba pa malo potruditi. Tako da bo nagrada pol velika. V Afriki si se slabo trudil z ono zebro. Vse sem laufal za njo. Sva pa srečala kle enega fanta, ki se je ponudil, da naju lahko pele v favelo. Sicer nama bo tudi kar nekaj zaračunal, ampak se mi zdi mogoče vseeno boljš tako, če hočem kaj posnet, da lahko posnamem iz avta, ker če greva midva se peš sprehajati tam noter, ne vem, nisva še bila, tako da si ne bi upal iti za prvič tako. The car, you should go out, okay? We going out? Yeah, go right now. I need to park in the car. Okay. Ja, jaz znam snemo ta del.
No, ne bom lagal, da sem za nekaj trenutkov nehal dihati. Wow. No, to pa je tako kot v filmu. Te favele, ki so v teh strmih bregovih postavljene. Fajn, luštan smo šli čez ene ozke hodnike, tako kar enemu domov, malo nisem bil čez ziha, ali bom to še z ruzakom prišel nazaj ali ne. Ampak zaenkrat smo še živi tukaj na vrhu enega balkončka in pol se je izkazalo, da naj bi peljal na eno razgledno točko k enim domov, po mojem. Če bi probal enemu razložiti, kaj je favela. Noro, težko razložiš. Na pol postavljene hiše do gor v hrib. Lahko pa kakšno iz rokava ven stresem, če te kaj zanima. Se pravi, favele, ne, so značilne za Sao Paulo pa Rio de Janeiro. So pa bivši sužnji, konec 19. stoletja. Na obrobih mest so začeli graditi te hiše. Je bilo pa tako, da so to na začetku bili samo ukradeni materiali, pa to, kar so tako po mestu nabrali. Pa se je pa to ful razširilo od 1940 do 70. Sva pa v največji faveli, kar jih je, Rocinha. Lahko pa še povem, da je okoli 1000 favel je v Braziliji, 6% Brazilcev živi v favelah, v Rio de Janeiro pa celo 25% prebivalstva. Pa jaz sem velik fan favela funka, to je taka zelo udarna muzika, brazilska in iz tukaj prihaja, ne, favela funk, ki že samo ime pove. Den komad. Wow, moram reči, da nisem največji fan, no. Kaj naj je pripeljal prav v en gost, ki sem rekel, če veš za kakšno lokacijo, iz kjer lahko posnamem favele, pa prav, da sam ne leteti preblizu favel. You said they gonna ta. Ah, no, here no problem. But in favela, problem. In favela problem, but easy around favela. Favela is there. You up here, take a picture, take a move, and back. Jaz verjetno vsem dobro poznan kot velik neljubitelj iger z žogo, športa z žogo, ampak vsem pa vem, kaj je Maracana. Anže, dopolni me. Sveti gral nogometa. Tako ja, neka Meka. Meka, Vatikan. Res marsikdo, ki se pač ne spozna na fuzbal, ve, kaj je Maracana. Pač Brazilija živi za nogomet, to se, že ko hodiš po ulici, v bistvu vidiš, vsi imajo te barve svojega kluba gor. Po mojem, vsak peti na cesti ima dres gor. Kaj da bi vsi v Ljubljani nosili zelene kapce do Olimpije. Pa se tudi velika imena iz tukaj prihajajo, Ronaldinho, Pelé, koliko jih je, Rivaldo. V svoj čas največji stadion na svetu, pa so pa zaradi, da lažje kontrolirajo množico, malo zmanjšali to kapaciteto. Zgrajen je bil leta 1950 in kljub temu, da sprejme samo 78,000 ljudi. Takrat je bilo pač uradno 170, ampak so kar gor spuščali, ker so bila stojišča in je bilo tam blizu 200,000 ljudi na tekmi. Tudi Brane Oblak je igral pred 200,000 ljudmi, tam v 70-ih. Med drugim. Do you want a beer? No problem. Okay, thank you. Ja, super, dobila so karte. Kaj si povzel? Nek ražnič. Cel life, odkar spremljam fuzbal, sem si želel tega trenutka, da prideš na Maracano. In veste, da smo to.
In 3 dni kasneje je človek končno dobil izgubljeno prtljago. Gate sem končno zamenil. Se hecam, se kupil si nove, ampak ja. Pismo se bilo hitreje, če bi ga s pošto poslal. Res je dolgo traja, 3 dni ali koliko, da sem dobil tole. Aha, bravo. Tako se to dela, ne? Ja, če sem kupil pa obleke novo za 3 dni in zdaj ne gre več not vse. A pa boš tudi tako mašno fino naredil z uno, on je namreč prav sabo vzel še gurtno. Z rdečo pentljo. Bi pa rad še povedal eno zgodbo od včeraj in sicer hodva po mestu zvečer in ne rečem, da bi ful upletel s tem telefonom, ampak sem ga imel tako v rokah in sem nekaj gledal, na kar pridejo 3 mulci in potem se je tako hitro to zgodilo, da jaz ne vem, a mi ga je on zbil iz roke ali mi ga je vzel, pa mu je njemu iz roke padel. V glavnem, kar naenkrat mi je telefon spulil, padel na tla, jaz sem se začel dreti. V uni stotinki sploh nisem vedel, kaj se dogaja, ampak jaz sem se drl, in pa vidim svoj telefon na tleh, ga je hotel pobrati in sem jaz stopil na svoj telefon. Ne vem, če se vidi, ampak malo so počle tele leče na kameri. Jaz sem se obrnil in ti si že gor stal na telefonu in potem sta laufala vna naprej. Skratka, rad bi potrdil ta rek, da kradejo kasrake kle. Banditi prežijo na turiste, kakšni jastrebi. Drugač pa je zdajle čas, da spakirava in greva novim dogodivščinam naproti, zapustiva Rio, vzameva rentakarto, kar je itak v najni navadi, ker se mi zdi, da se nekako najbolj znajdeva, če sva neodvisno od teh avtobusov. Ponavadi se glih to, ker se spontano kje ustaviš, pol kaj najboljšega zgodi na potovanjih, kar ne pričakuješ sploh. Kreirava zgodbe tam, ne? Tam, tako. Mašna je ratala, vidim. Darilo je zavito, je pripravljeno na pot. Gremo! Tole pa smo prišla pa na znano plažo, zdaj Copacabano. Boš kaj povedal lahko o njej? V Copacabani. Copacabana. Najbolj znana plaža na svetu, bi lahko rekel. No, povem eno plažo, ki jo poznaš. Miami Beach. Ja. Ali pa Daytona. Ja, samo je Copacabana bolj. Copacabana. V bistvu mesto v džungli. Ja, ful zeleno mesto je, pa naprej sem mislil, da so vse to ful enih parkov, je pa v resnici to prav džungla, prav gost. In je to tudi uradno največji urbani gost na svetu, se pravi gost sredi mesta. Pa tudi jasen mi je, zakaj je Portugalcem bil v času osvajanja toliko všeč, zato ker so že Lizbono postavili na samih hribih in potem, ko so sem prišel, so rekli, wow, še več klancov za gor hoditi pa za bajte zidati, tako da... Ja, veš, da je bil Rio de Janeiro tudi 13 let glavno mesto Portugalske. Glavno mesto evropske države je bilo v Južni Ameriki. Spet jih stresaš? Ja, no, povej. Napoleon oziroma vojska od Napoleona je pregnala to portugalsko kraljevo družino. So sem prišli živeti v Rio de Janeiro in potem so tudi 1808 je bilo pol glavno mesto. Fajn, ne? Zanimiv. Česa ne poveš? Ja. To je pa zdaj čist nek drug nivo. Če najdeš kakšen kotiček z avtom, se lahko ustaviš in ponovadi se glih tam kakšne take fajn stvari zgodijo. Ker če si na javnem prevozu, nimaš kaj. Se pač vozaš od postaje do postaje in je to. Zdaj pa še bolj proti morju oziroma tok proti morju, da greva na otok. Tako.